Po prestani kazni so Stožice odprle vrata. Povratni dvoboj polfinala Pokala Slovenije je spet imel nogometno kuliso. Četrti derbi v enem mesecu je odločal o lastniku druge vozovnice za odločilno dejanje boja za pokalno trofejo. In takoj velja izpostaviti prav trenutek odločitve. Zadetek, ki je potrdil pot v Koper ali mat v 3 potezah. Prvo potezo je prispeval Šuler, drugo Tavares in tretjo Fajić. Gol v 54 minuti je pomenil tudi gol za nadaljevanje niza zaporednih finalnih nastopov, letošnji bo že 5. po vrsti. Med preostalimi dogodki bomo šli po vrsti. Za domače nogometaše je v sredinem popodnevu veljala oznaka tekma leta in ob uvodnem preizkušanju moči so prvi usmerili v okvir gola. Fink je skušal presenetiti z desne strani, Handanović pa je žogo odbil v kot. Na drugi strani je obetavnejšo situacijo omogočila podaja Tavaresa za Boharja, ki je vtekel v kazenski prostor, a ob soočenju z vratarjem uspešnejši še Liga. Hitro je bilo opazno, da bo druga polovica prvega polčasa zelo živahna, ko je Fink poslal žogo v kazenski prostor do Trifkovića, do najresnejše priložnosti Olimpija. Z odličnim posredovanjem pa je veselje v ljubljanskem taboru preprečil Handanović. Tokrat je derbi minil brez vmesnih prekinitev. Za najdaljše je poskrbel prekršek Trifkovića, Milec je obležal na tleh, sodnik je posegel po rumenem kartonu. Milec pa je k sreči po zdravniški oskrbi lahko nadaljeval z igro. Ob potrditvi namena, da se pot do finala ne bo iskala z branjenjem prednosti, se je igra preselila na domačo polovico igrišča. Najprej med poskusom izbijanja ljubljanski vratar ni povsem odpravil nevarnosti, takoj se je odzval Milec, podal na rob kazenskega prostora do Fajića, ki pa prvič še ni uspel spraviti žoge do želenega mesta. Nato bi se lahko razpletlo drugače, ko je Milec poslal žogo pred gol, odbila se je do Cvijanovića. Ob njegovem poskusu pa žoga v gneči ni našla poti do mreže. In namesto 0:1, 1:0. Sodniki so označili, da sledi minuta nadomestnega igralnega časa. Olimpija je imela še prosti strel z desne strani in prišla do vodstva. Omladić je poslal žogo v kazenski prostor. V gneči jo je skušal izbiti Dervišević, žoga pa se je odbila nazaj in zadela prečko. Potem se je od Šulerja odbila čez golovo črto. Neverjeten razplet ob najbolj nehvaležnem trenutku pred odhodom v slačilnico. Take stvari se pač dogajajo malo večjim ekipam, malo večjim igralcem. To je, mislim, da najslabši čas, za biti gol, ampak polčasa ni bilo panike, niti slačilnice, niti na igrišču, ko smo vedeli, kaj imamo za delati in da bomo ta gol dali. Kako se odzvati po takšnem zadetku je bilo vprašanje, s katerim se je vstopilo v drugi polčas, in najboljši recept je bil z izenačenjem. V domačem taboru so povečali upe, v gostujočem pa ohranili mirno kri. Na odziv ni bilo treba dolgo čakati, v 54 minuti so uvodoma predstavljeno odločilno akcijo za 1:1 izpeljali Šuler z izvajanjem prostega strela ob levi stranski črti, Tavares je dobil zračni dvoboj in odprl pot Fajiću, je poskrbel za učinkovit zaključek. Ljubljančanom je sicer ostalo še dovolj časa za preobrat, toda možnosti več niso imeli. Saj pravim, sigurno jim je potem nekako po mojem vse skupaj padalo dol. Težko bi bilo, v bistvu že prvo polčas nekako nekih priložnostih velikih niso imeli, tudi ta gol je bil nekih splet, nekih čudnih okoliščin. Tako da smo, jaz mislim, rutinirano tekmo pripeljali do konca. Zapretili so le še iz prekinitve, po kotu je prišel do udarca z glavo Zarifović, ki pa ni bil natančen. Do konca tekme le še nadzor dogodkov strani ekipe v vijoličastem, tudi s poskusi po zmagovitem golu. Ob protinapadu, ko je všel Bohar, je zmanjkala natančnejša podaja v sredino za zaključek akcije. Ob zadnjem poskusu Fajića pa je še Liga žogo ujel. Prišli smo v Ljubljano z namenom, da se uvrstimo v finale, to nam je uspelo in z tega stališča smo zelo zadovoljni. Pomeni, da smo bili osredotočeni na svoje naloge, na svoje delo, ki ga imamo. Ne glede na zaostanek v polčasu smo ostali mirni, zbrani v glavah in dosegli tale želeni cilj. Z 1:0 v Ljudskem vrtu in 1:1 v Stožicah je NK Maribor spet finalist pokalnega tekmovanja.
Boj za trofejo bo 21. maja v Kopru z Gorico, predtem pa bo seveda vse povezano le z nadaljevanjem pohoda proti novemu naslovu prvaka, najprej že v soboto v Kranju.